Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Po občini Kranjska Gora se te dni vrstijo zbori krajanov. V Podkorenu, Ratečah in Mojstrani so že bili. Župan Janez Hrovat na njih predstavi aktivnosti občine v letošnjem letu in načrte za prihodnje leto. Vsi trije prvi zbori krajanov so za nami. Obisk je bil odličen. Jaz sem z odzivom ljudi zadovoljen. Kakšnih večjih ekstremnih problemov nismo ugotovili. Obiskanost občnih zborov je podobna lanski. Mogoče v Podkorenu nekaj manj ljudi, ampak na splošno pa zdaj v Mojstrani izredno velik obisk. Pač ljudje se seveda še soočajo z določenimi problemi, ki pa niso v globalu nekaj posebenega. Mislim, da čutijo, da občina to z tudi konvekcijo v državi, z novim optimizmom funkcionira pozitivno in da tudi občinski proračun, ki je velik, z vsemi novimi investicijami, z pač delovanjem, da so zadovoljni, da vidijo v bistvu pravo pot. In te prve točke je, da na kratko predstavimo projekt umirjanja prometa v dolino Vrat. Se pravi, ta ideja je živa že kar nekih 10-15 let. Ja, v Mojstrani je Bogdan pod prvo točko današnjega zbora krajanov predstavil to študijo umirjanja prometa v Vrata. Vsi vemo, da je ta pritisk na te naše alpske doline zmeraj večji in v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Triglavskim narodnim parkom pa vsemi soglasodajalci iščemo eno rešitev, ki bi razbremenila doline, ki bi pač obiskovalce motivirala za obisk dolin z sonaravnimi, z ekološko sprejemljivimi načini prevozov, tako s kolesi, peš, kar je najbolj sprejemljivo, pa seveda z javnimi prevozi na elektriko, na utekočinjen in zemeljski plin, ki so najbolj ekološko sprejemljivi, pa seveda za tiste, ki pač si še vseeno želijo doseči cilj z svojim vozilom, da se pač proti plačilu tudi lahko prepeljejo do mesta, ampak mislim, da bo s tem izredno tudi zmanjšan ta pritisk na te doline. Od samih Vrat, kjer začenjamo, pa naprej proti Kranjski Gori, v Vršiču, seveda, kar si tudi želim. In jaz nimam k temu kaj dodati, jaz samo lahko rečem, da vabljeni seveda tudi v Gozd Martuljk v četrtek in v petek v Kranjsko Goro v Ljudski dom, kjer bomo obdelali oziroma predstavili delovanje tudi tem dvem krajevnim skupnostim. To je že tretji zbor krajanov v mojem mandatu in v bistvu sem zadovoljen, da in tudi mislim, da je prav, da se vsako leto posvetiš krajanom na tak način in da jih skličeš na zbore. Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora je letos pripravilo že 20. Lavtižarjeve dneve, ki v jesenskem času ponudijo bogat kulturni program. Letos je trajal kar 4 dni. Tam, kjer se čuje pisem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja, stoji domača hiša. Letošnje jubilejne Lavtižarjeve dneve smo začrtali tako, da bi za vsakega našli nekaj posebnega. Zato smo v vseh 4 dneh pripravili program, ki je se dotaknil praktično vsakega obiskovalca. Prve 2 večera zelo športna. Med nami je bil Tomaž Humar, najmlajši Zemljan, ki je prekolesaril svet.
Jabolko ne pade daleč od drevesa, njegov oče, znameniti slovenski športnik in alpinist, zelo sta si podobna in zelo nekako njegov sin nadaljuje njegovo tradicijo ekstremnega športništva. Drugi večer je bil z nami legendarni Ivica Kostelić. Dvorana je pokala po vseh šivih, bilo je več kot 200 obiskovalcev, zelo lep večer, nostalgičen in zelo zanimivo pričevanje prečenja preko Islandije in zelo so ga tudi obiskovalci dobro sprejeli, Ivico, in večer je bil res zanimiv. Danes glasbeni večer. Med nami je skupina Ildivji, 5 fantov, ki izvaja slovenske narodne, dalmatinske in popularne skladbe. Zelo zanimiv večer, dvorana je navdušena nad petjem. Jutri pa nas še čaka komedija z gledališča Tone Čufar. Prihajajo med nas s komedijo Pet Show, in gotovo bo tudi jutri kot zaključek Lavtižarjevih dnevov zelo lep in zabaven večer. Pred krompirjevimi počitnicami so v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora gostili pesnika in pisatelja Juana Cruza. Ta je bil navdušen nad šolo, učenci in programom, ki so ga zanj pripravili. Pues en Eslovenia me he sentido como en casa. V Sloveniji se počutim kot doma. To, kar sem danes videl, me je tako navdušilo, da sem še vedno skoraj brez besed. To, kar so nam pripravili tukaj v Kranjski Gori, je tako lepo in je tako na tak krasen način porabljena knjiga, ki sem jo jaz, ampak samo to, kar sem jaz napisal, je bila ena majhna knjiga, oni pa so to izrazito pedagoško, zelo dobro, didaktično osmislili in porabili. Han sabido adecuar el material. Torej, ta knjiga je napisana za malo mlajše otroke in v bistvu na šoli so pa uspeli to knjigo, ki je napisana za malo mlajše otroke, uporabiti tako, da je zadovoljila različna občinstva, tako majhne otroke in to, kar je pa še posebej pomembno in kar je najtežje, so jo znali uporabiti tudi tako, da je bila zanimiva za otroke, ki so večji. He visto un verdadero trabajo de integración. To, kar sem tukaj videl, je resnično medgeneracijsko sodelovanje in medkulturno sodelovanje. Y felicito de corazón a los... In z vsega srca bi se rad zahvalil tako učiteljem, ki so poskrbeli za to, da sem danes tako užival, kot seveda tudi učencem, ki so bili resnični junaki tega dne. Me voy a llevar un grato recuerdo y voy a intentar... In se bojmo odnesel čudovite spomine in zelo bom vesel, če bom dobil tudi posnetek tega današnjega srečanja, da bom to, kar se je tukaj dogajalo, lahko prenesel v Španijo. Estoy muy agradecido. Zelo sem hvaležen za to. Hvala. Majoneza! To je en sam fet, kar je. S tem ne bo sanske postave, kot veš. Čas je, da se sam vase ozreš. Ja, Jona, in s čim pametnejšim podpreš. Kaj je bilo zdaj to? Red Bull ti da krila. Res misliš, da ti bo ta pijača dala krila? Ta se ti bodo le še polomila. Še preden ptica gnezda zapustila. Ja, Jona, in tvoj razvoj okrnila. Jabolko za dober vid in sluh, banana za dober pogled. Mi smo pripravili solice oke. Iz jabolk, iz ananasa, sliv in gosličev. Našo šolo je obiskal pesnik in pisatelj Juan Cruz Gerabilde. To je baskovski pesnik in pisatelj, ki je tudi napisal veliko knjig in pesmi za otroke. In založba Malinc iz Medvod je izdala tudi nekaj njegovih knjig. Ker pa mi sodelujemo z založbo Malinc, so nam omogočili tudi, da je
ta pesnik in pisatelj Joan obiskal našo šolo. Mi smo seveda se zelo pripravili na ta obisk in celo dopoldne pripravljali po posameznih razredih značilne evropske jedi. Torej, predvsem smo dali poudarek na slovenski hrani, španski, nemški, avstrijski, angleški in vse lepo okrasili in tukaj na našem prireditvenem prostoru tudi vse te jedi predstavili. Predno je pa sam pisatelj lahko probal vse te jedi, zdaj seveda smo imeli prireditev, na kateri so posamezni razredi predstavili knjigo Jon in hladilnik, ki govori o tem, da se Jon, ko je sam doma, zelo boli hladilnika, ker se trese. In vsi učenci od 1. do 9. razreda so to zgodbico tudi predstavili pisatelju. Poznaje pa si pisatelj ogledal tudi vse jedi in sedaj tudi jih z veseljem proba. Odšli bomo še v knjižnico, kjer bo pisatelj tudi podpisoval knjige in se družil z učenci. Padalci se 1. novembra že tradicionalno odpravijo na letenje z Dovške babe. Tokrat so nebo s padali obarvali že 18. Preteklo soboto so na trgu Olimpice v Mojstrani Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana in Turistično društvo Dovje Mojstrana pripravili jesenski dan. Izrezovali so buče in ustvarjali za noč čarovnic. Ja, res je, Turistično društvo Dovje Mojstrana skupaj z Društvom prijateljev mladine Dovje Mojstrana smo pripravili razljanje buč za noč čarovnic in udeležilo se je veliko otrok, staršev, tako da smo bili zadovoljni z udeležbo. Okrog 50 ljudi je prišlo na trg in imeli smo se super. Naše mentorce Danila Gregorčič-Kopavnik, Leja Kalan in pa Damjana Podlipnik so pripravile dejansko ves program, skuhale čaj in poskrbele, da so se imeli otroci in starši odlično. Potekali vse skupaj od 10 do 12, takrat je na trgu toplo, sonček je sijal in imeli smo se super. Drage gledalke in gledalci, smo že v drugem delu Kronike tedna, ko bomo prelistali še koledar prireditev. Srečanje z naslovom Bleščeče zdravje je darilo sebi in okolici bo znova jutri v knjižnici v Kranjski Gori. Poteka od 17. do 18. ure, vodi pa ga zdravnica Dunja Kotnik.
Jutri bo v Domu društva upokojencev na Slovenskem Javorniku ob 16. uri otvoritev razstave krožka ročnih del z naslovom Lepi najlepši izdelki pridnih rok. V kulturnem programu bo sodeloval mlajši pevski zborček Osnovne šole Koroška Bela. Razstava bo odprta do vključno 10. novembra vsak dan od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure. Odprtje fotografske razstave na vrhu gora blizu neba bo v petek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. V sredo ob 17. bo redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so prva obravnava proračuna za prihodnje leto, pa stanovanjski program občine in predstavitev delovanja občinske knjižnice Jesenice. Sprejemali bodo tudi soglasje k ceni storitve Pomoč na domu in prisluhnili poročilu o nadzoru poslovanja krajevne skupnosti Dovje Mojstrana v letu 2016. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!